Predstavniki avtonomne cone Sokolci in občine sedli za mizo. Nasilje ne more premagati nasilja, odmevalo v Dobrniču. Premiera dokumentarno igranega filma Sramota. Dober večer. Naslednjo etapo na relaciji avtonomne cone Sokolci in novomeške občine je predstavljala vzpostavitev dialoga med obema vpletenima stranema. Na srečanju na Rotovžu so danes za zaprtimi vrati govorili o prihodnosti najstarejšega narodnega doma v Sloveniji. Sestanek, ki je trajal kar 2 uri, ni obrodil večjih sadov. Kljub temu je začetek pogovorov nekaj, kar lahko privede do srečnega konca dolgoletne zgodbe. Torej, skušali smo razčistiti neke osnovne pojme, predvsem kdo je lastnik, kakšni so danes podlage za uporabo teh prostorov strani uporabnikov. Dejstvo je, da je bilo v preteklem mandatu izdan tudi sklep, ki pa ni bil po zakonitem postopku izveden. Gre za popolnoma razhajajoče si poglede na celotno zadevo, da z ene strani pač mi seveda razumemo, kaj pomenijo in pravna sredstva in zakoni in tako dalje. Po drugi strani pač čutiti zelo veliko nerazumevanje. Nerazumevanje do alternative, avtonomije, horizontalnega delovanja, dodaja Vorkapič. Novomeški župan pa verjame, da mora zagotoviti zakonitost tako v času gradnje kot pri sami uporabi stavbe. Na uporabnikih je, ali bomo mogli to delati preko pravnih postopkov, ali bomo našli skupni jezik. Danes je dogovor, da mi pripravimo nek predlog, ki bi lahko tudi skrajšal te, čeprav zanesljive obljube strani uporabnikov, da bojo to sprejeli, ni. Koliko časa bo potrebnega za dosego srečnega konca, ne ve niti župan sam. Vorkapičevo osebno mnenje pa je, da gre pa pač za eno etapo ali oziroma eno stopnico v igri popolne privatizacije vsega skupnega in izničenja skupnosti. In to jaz osebno tako vidim in osebno sem tudi ekstremno žalosten, če se moram tako izraziti, ker spremljam take stvari. O skupni odločitvi bodo predebatirali na najbolj demokratičen način znotraj skupnosti. Končna rešitev za narodni dom je, kot vse kažem, tudi danes še precej nejasna. Nasilje ne more premagati nasilja, premagajo ga lahko le medsebojno spoštovanje, spoštovanje narave, človeka in svobodne misli. To je bilo sporočilo letošnjega srečanja v Dobrniču v počastitev 73. obletnice prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze. Srečanje, ki se ga je udeležilo okrog 3000 ljudi iz vseh koncev Slovenije, velja za najštevilčnejši letni zbor slovenskih žensk. Kot je med drugim izpostavila letošnja slavnostna govornica, vrhunska in mednarodno priznana znanstvenica s številnimi uglednimi mednarodnimi priznanji, moramo spoštovati ustvarjalnost, človekovo svobodo in socialno pravičnost ter se zavedati, da je danes za taka gibanja morda še bolj čas, kot je bil takrat, ker danes nasilje ni tako prepoznavno, je pa enako hudo ali še hujše, kot je bilo. Živimo v odprti družbi, v kateri se moramo poslušati, ne bomo se vedno razumeli, ne bomo se vedno strinjali, ampak družba sožitja ali pa, če želite, med seboj spravljena družba zna prenesti te razlike in kljub temu ali pa prav zaradi njih se potruditi in živeti naprej. Na prvem kongresu leta 1943 je 180 udeleženk začelo pomemben boj za ženske pravice. Zaveda se je potrebno, da do takrat ženske v bivši državi niso imele volilne pravice. Takrat so razpravljale tudi o vlogi žensk pri odločitvi za splav in izborile so si enakopravno mesto tudi v narodno-osvobodilni borbi. Vizija je bila, da povezovanje z vsemi drugimi svobodomiselnimi gibanji, upor proti krivicam, proti poniževanju in proti okupatorju. V spomin na prvi kongres je potekal tudi 13. pohod po poti Mare Rupena. V Dolenjskih Toplicah pa niso hodili, pač pa so se veselili odprtja težko pričakovanega prenovljenega športnega parka pri tamkajšnji osnovni šoli, ki je namenjen vsem generacijam. Ste veseli novih igrišč?
Prenovljen športni park je bil dolgoletna želja tako šole kot topliške občine. Vrednost naložbe je približno 75 tisoč evrov, od tega je 2/3 krila občina, 1/3 pa fundacija za šport. Del teh površin je samo obnovljen, to je to univerzalno igrišče za odbojko, za košarko in pa za nogomet. Prav tako je nekoliko razširjeno in dodelano igrišče za inline hokej, novo pa je igrišče za odbojko v pesku. Želja topliške osnovne šole je, da otroci čim več časa preživijo na športnih površinah in čim manj pred računalniki in telefoni. Otroci so bili navdušeni, že v poletnih počitnicah so hodili gledati, kako se dela odbojkarsko igrišče in pa tudi ostala dva igrišča, kako se obnavljata. Športne površine so pomembne za gibalni razvoj otrok, predvsem pa želimo otrokom ponuditi čim več različnih športov. V zadnjem času so v Dolenjskih Toplicah uredili tudi treking in kolesarsko stezo ter teniška igrišča. Žal si še ne moremo privoščiti športne dvorane, ki je tudi naša velika želja ali pa naše sanje, ki se bodo računam uresničile v kakšnih 5 letih. Do takrat je pa to, kar ste omenili, pravzaprav nek nadomestek in bo nudilo našim športnikom, da se bodo udejstvovali na želenih področjih. Športne panoge so v Dolenjskih Toplicah zelo raznolike in otroci in ostali imajo možnosti, da si vsak poišče tisto, kar mu odgovarja, kar mu leži, in s temi dodatnimi površinami smo samo še obogatili našo ponudbo. Odprtje prenovljenega športnega parka so otroci pozdravili z mini olimpijadom, atletskim mnogobojem in turnirjem ekip. Igrano-dokumentarni film Sramota, ki govori o zgodbi Martina Uhrnika, ki je bil leta 1975 po krivem obsojen za umor soseda, je doživel svojo svetovno premiero v novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine, ki je bil napolnjen do zadnjega kotička. Stoječe ovacije, polne dvorane ob koncu filma in številne čestitke za pokončno držo, za dogodek, ki se je zgodil pred več kot 40 leti in je še vedno uvit v tančico skrivnosti, saj krivca nikoli niso obsodili, so za Martina Uhrnika in njegovo družino majhen obliž na rano, ki se razumljivo ne bo nikoli povsem zacelila. Marsikateri bo dobil na srce. Tisti, ki so bili proti meni, ki so bili trdno prepričani, da sem jaz morilec. Hvala Bogu, sem čist. Mene so spet kar solze oblile, ker sem videl tisti nastop, ampak recimo oni so naredili, kar sem mogel narediti. Drugače pa, če bi res tisto naredili, kar je bilo v stvari res, to bi bilo res grozno. Vloge v filmu so bile zaupane ljubiteljskim gledališčnikom iz Dolenjskih Toplic, Prečne in Zotoca. Za veliko večino je bil to prvi nastop na filmskem platnu. Nisem si mislil, da bo takole, res vsi so bili zadovoljni. Zdaj sem prvič bil po tem snemanju z režiserjem, s direktorstvo režije pa tako naprej, tako da prvič so mi malo več opisali. Želja režiserja je bila vse skozi, da v vlogah nastopijo igralci, ki so doma na Dolenjskem in tako ohranijo pristnost zgodbe. Jaz sem imel že od vsega začetka idejo, da ne bi vzel profesionalnih igralcev, ker sem rekel, Madonca, če vzamem recimo Bojana Emeršiča za Martina, bo vsi gledali Bojana Emeršiča, ne pa Martina. In skozi razmišljal, smo se s producentom začeli pogovarjati, kaj če bi našli mi enostavno amaterske igralce oziroma neznane obraze. Igrano-dokumentarni film Sramota bo v oktobru gostoval še v Semiču, Šentjerneju, Mokronogu, Šmarjeti in Straži. Nadaljujemo z bolj sproščeno temo. Čili klub Račica je na športnem igrišču v Loki pri Zidanem mostu organiziral prvo mednarodno čilijado. Predstavilo se je 20 pridelovalcev, tudi avstrijski in hrvaški. Zanimanje za vzgojo, predelavo in uživanje čilija skokovito narašča, pravijo v klubu. Pridelava sadike, ki izhaja iz južne poloble v naših krajih, ni enostavna. Potrebni so rastlinjaki in pravo seme iz semenske banke. Odkar je Tomaž Pips svojo omako zmagal na svetovnem prvenstvu v Ameriki, se je v Sloveniji začelo širiti zanimanje za to dejavnost. Posebnost v naših krajih pa je akcija Čili v vsako okno oziroma vsako hišo, ki je sprožila naši zeliščarji skupaj z Čili klubom Račica. Smo letos razdelili okrog 500 sadik.
seveda brezplačno, tako da rečemo, da je nekje Račica najbolj goreča vas v Sloveniji. Pridelovalci, ki so se predstavili v Lokim, so butični, njihovi izdelki pa ekološki. Ovaj umak dobio je nagradu u Americi na svjetskom natjecanju, bili smo drugi u kategoriji Ultra Hot. Kdo bi si mislil, da najbolj pekoč čili raste v soseščini Vinske trte na Ponikvah? Ja, tole je pa Carolina Reaper, ja, je prav specifična, no, ta je trenutno v Guinnessovi knjigi rekordov kot najmočnejši čili na svetu, tako da ima tale specifičen repek tukaj, no, tako da je že na pogled taka kar gajsna, ja. Snov, ki čiliju daje ostrino, po nekaterih ameriških raziskavah dokazano preprečuje nastanek določenih vrst raka, je povedal Ernestel. Kmetija skoraj sredi mesta je dandanes redek pojav, a v novomeški Žabji vasi je kmetija Kastelic, ki je na tem mestu že generacije. Njihova osnovna dejavnost je prireja mleka, a ukvarjajo se še z marsičim drugim, kar bodo v naslednjih dneh predstavili javnosti. Na kmetiji imajo 16 hektarov travnikov, 2 hektara njiv in 10 hektarov gozda, pa tudi nekaj malega vinograda in sadovnjak. Imajo 10 krav molznic, nekaj drobnice, prašiče in kokoši. Registriranih imajo še nekaj dopolnilnih dejavnosti, kot so žganje kuha, mletje žit ali oddaja piknik prostora. Kjer smo, tam pač smo, se pravi, temu se moramo prilagoditi, kar pomeni, da pač nimamo možnosti širitve tako, kot bi si želeli, hkrati imamo pa možnost trženja večjo, kot bi si človek lahko mislil. Poleg vsega imajo tudi pestro paleto pridelkov, letos kot novost tudi sojo. Na kmetiji imajo sicer proizvode brez gensko spremenjenih organizmov, za kar so pridobili tudi status, zdaj pa so v fazi pridobivanja še statusa izbrana kakovost. Za osnovno kmetijsko dejavnost običajno poskrbita kar starša, se pravi za prirejo mleka in pa za oskrbo prašičev in pa drobnice. Za dopolnilno dejavnost pa običajno poskrbiva s partnerko. Ta konec tedna pripravljajo dneve odprtih vrat, v četrtek in petek za vrtce in osnovne šole, v soboto in nedeljo za ostalo javnost. Dneve odprtih vrat pripravljamo na način, da si obiskovalci lahko pogledajo živali, poslopja in naše pridelke, jih tudi delno poskusijo. Dneve odprtih vrat naredimo tudi zanimive, jih popestrimo. Nastopile bodo mažorete, na voljo bodo razna igrala, možen bo prevoz z mini vlakcem, predstavili se bodo tudi člani turistično-rekreativnega društva Srce Dolenjske. Če se po jutru dan pozna, potem bo letošnja sezona za odbojkarje novomeške Krke zelo uspešna. V prvi tekmi državnega prvenstva so v domači športni dvorani Marof zanesljivo premagali kranjski Triglav in prikazali borbeno in zelo všečno igro. Ogrodje ekipe je ostalo nespremenjeno, Krka pa ima novega trenerja in podajalca. V prvi tekmi so se izkazali tudi z odličnim moštvenim duhom in energijo. To smo, bom rekel, kar računali. Letos se vidi, da smo naredili en korak več, da smo bolj povezani. Tudi priprave so bile super, nov trener, nove stvari tudi, ampak nas je dobro povezal, pa delujemo kot ekipa. Sigurno je v veselje štartati pred to publiko z zmago, sploh proti takemu nasprotniku kot je Triglav. Fantje so odigrali fenomenalno, kaj ne rečem, kapo dol, tako da če bo tako tudi v bodoče, se bomo imeli fajn čez sezono. Od lanske sezone so novomeški odbojkarji pričakovali več, letos pa so bolj izkušeni in uigrani ter upravičeno verjamejo, da bodo dosegli boljše rezultate. Vsekakor prva polovica ali pa še kar stotničke, vsaj po današnji predstavi. Obremenjevati fantov z rezultati, ko so obremenjeni z njimi že nekaj let, je brez veze. Tekmo po tekmo, boriti se, dati vse od sebe. Če bomo dali vse od sebe, pa bo kdo boljši, bomo fair čestitali, ampak dali bomo res vse od sebe in poskušali zmagati vsako tekmo. Nobenega se ne bojimo, nobenega pa tudi ne podcenjujemo. Novo zmago bodo krkaši iskali v soboto, ko v drugem krogu državnega prvenstva gostujejo pri Fužinarju. To so bile vsebine današnjih novic. Vabljeni, da še naprej ostanete v družbi vašega kanala in lep pozdrav do jutri.